Ja, res je, ta fraza vsi so isti je pravzaprav generirala vse te probleme, ki jih imamo danes. Ker tako kot niso vsi vodovodarji isti, obrtniki, tako kot niso tudi vsi novinarji isti, če bi jaz vam rekel, da ste isti kot na Novi24, bi verjetno ne bi bili veseli te ocene. Tako tudi v politiki nismo vsi isti. Res je, da tudi mi nismo nobeni svetniki, pa da nismo brez napak, pa da nismo, bom rekel, nadljudje, je pa razlika med nami in njimi je pa ta, da se mi trudimo za to, da bi nekaj naredili, da bi bilo drugače, predvsem pa, da bi spoštovali ustavni red, ne. Tako da ta šola, vsi so isti, je bila do zdaj zelo draga, ne? Zelo draga in upam, da bo na naslednjih volitvah drugače, da bodo ljudje vendarle znali oceniti, ker menim, da veliko ljudi pravzaprav niti ne ve, kaj bi bilo sploh tisto, kar bi radi dosegli, ne? Nekateri pravijo, vseh 90 vas je treba ven vršiti. Prav, potem bo prišlo drugih 90, ki jim boste rekli isto, kaj pa potem? Ne? Skratka, je le treba gledati na ta način, kajti nikoli niso vsi isti, nikjer, ne na cesti, ne pri drugih poklicih, tako tudi v politiki ne. Ker, a veste, potem tudi mi v opoziciji si lahko rečemo, ja, če smo vsi isti, zakaj pa bi potem se še trudili? Potem pa naj bo tako, kot je. Ampak tega ne rečemo, ne? Se še vedno trudimo. Tako kot kmetje recimo, pa jim toča stolče, pa jim pozeba pobere, pa jim vzame suša in vse, ampak tudi še vedno bo vztrajal in še vedno bo tudi drugo leto se trudil nekaj pridelati. Tako smo tudi mi, ampak je pa res, da za marsikoga politiki sploh ljudje nismo, pa tudi to sprejmem. Vendar pa to, da so pa vsi isti, to pa res, tega pa ne sprejemam in nikoli ne bom tega sprejel.